Dober dan, kako ste se počutili v zadnjih dneh? Ste bili veseli, sproščeni, mirni? Ali vas je tu in tam zajelo malodušje, obup, žalost, celo jeza? Ali morda tesnobno, kot Serena Williams, ki nenehno napeta in znori vsakič, ko nekdo okoli nje kihne ali zakašlja? Ali je povsem normalno, da se v nepredvidljivih, stresnih okoliščinah počutimo tako? Poglejmo na te situacije z malce drugačnega zornega kota. Situacija je sama po sebi čisto nevtralna. In tako bi bilo tudi naše počutje, če bi bil tak tudi naš odziv na situacijo. Zakaj pa potem postane stresna? Zaradi našega odziva nanjo. In posledica česa je naš odziv nanjo? Posledica naših miselnih vzorcev. No, seveda, ker gre za stresno situacijo, so najbrž v ozadju temni miselni vzorci. Se nam plete po glavi nekaj črnega. In posledica česa je to, kar se nam plete po glavi? To je posledica raznoraznih prepričanj in programov. V našem stresnem primeru gre seveda za negativna ali omejujoča prepričanja, programe, blokade in tudi travme. Predstavljajte si, da ste v otroštvu nekaj počeli, nekaj delali, pa vam ni najbolj uspevalo. In potem vam je nekdo, recimo eden od staršev, kar tako mimogrede navrgel, se ne ravno namenoma, ampak pač mu je ušlo, a ne. Iz tebe pa itak nikoli nič ne bo. Ali pa mogoče v kakšni drugi situaciji, koliko si pa ti neumen, ali pa poglej, kakšna si. In kaj se je zgodilo s takim sporočilom? Mislite, da je šel skozi eno uho noter, skozi drugo ven? V bistvu ja, ne samo to. Na videz res, da smo nanj pozabili, ampak dejansko se je shranil tam nekje, na varnem, v naši podzavesti ali na nezavednem nivoju. In koliko je tega nezavednega? Menda več kot 90%. In kako potem tako prepričanje vpliva na nas? Ja, recimo, če vzamemo tisto, iz tebe pa itak nikoli nič ne bo. Potem garaš in na koncu pregoriš. Ali pa, če gre za kakšna druga prepričanja, ne vem, potem recimo dokazujemo, da smo vendar lepi in pametni in sploh popolni in tako naprej. Za lažje razumevanje pojma prepričanje, negativno oziroma omejujoče prepričanje, naj navedem par takih res klasičnih primerov. Moram biti idealna, delati moram brez napak, vse moram narediti takoj, moram izpolniti pričakovanja nadrejenih, ne smem reči ne. Pa mogoče še nekaj o denarju, ker na denar se itak vsi zelo dobro spoznamo. Količina denarja je omejena, denar pokvari človeka, bogataši so pokvarjenci, sebičnost je želeti bogastva. Ne smem imeti več denarja, kot ga potrebujem. Če bom obogatel, mi bodo itak vse pobrali. Če bom obogatel, bom izgubil prijatelje. Okej. Poglejmo si celotno verigo od vzroka do posledice še enkrat. Na kaj vpliva naše nezavedno prepričanje? Ja, kot sem rekel, na to, kaj se nam plete po glavi. In na kaj vpliva naše misli? Na naše počutje. Na kaj vpliva naše počutje? Na to, kako neko delo opravljamo. In na čem se odrazi naše delo oziroma naše delovanje? Na rezultatu. V službi, na izpitu, pa še kje drugje.
V kateri dejavnosti je to najbolj očitno? Pri športu, pri športnikih. Če med tekmovanjem športnik ni sproščen, če je v krču, potem je popolnoma iluzorno za pričakovati dober nastop in dober rezultat. Torej je logično, da je rešitev v tem, da za omenjeni krč poiščemo pravi vzrok na nezavednem nivoju. Prvi korak pri tem pa je zavedanje o našem počutju. Zato kar zdaj, brez nekega posebnega odlašanja, pomislite, kaj se vam dogajalo v preteklih dneh. Če potrebujete pomoč, da boste lažje prepoznali, kaj se vam je dogajalo oziroma kako ste se pri tem počutili, si poglejte oziroma si naložite kratko navodilo, ki je na voljo na spletni strani. In to, kar boste ugotovili, si zapišite, ker mnogo lažje bomo v naslednjih korakih se lotili vzrokov za vaše slabo počutje. V naslednjem video prispevku pa so na vrsti naša prepričanja. Nasvidenje!